Želim si le, da bi bila Kobe in Gigi še vedno tu in doživela ta trenutek, so se glasile prve besede Luke Dončića v vlogi LA Lakersa. S poklonom tragično umrlemu zvezdniku Lakersov in njegovih hčerki se je še močneje zasidral v srca Los Angeleških navijačev. Njegova izjava se je dotaknila tudi vdove pokojne košarkarske legende Vanesse Bryant, ki se mu je takole poklonila na družbenih omrežjih. Dobrodošlico v mesto angelov je Dončiću izrekel še en veliki slovenski športni zvezdnik čez lužo, Anže Kopitar. Da je Luka Dončić za najboljši igralec v ligi NBA, navdušanja nad novim soigralcem ne skriva niti superzvezdnik Lakersov LeBron James. Ema Čepon. Kdor je spremljal Dončićeve nastope pred kamerami, dobro ve, da so bile izjave za medije zanj bolj nujno zlo kot nekaj, v čemer bi užival. A je novinarje, ki so se na včerajšnji tiskovni konferenci LA Lakersov zbrali v bržkone rekordnem številu, presenetil z iskrenimi in pristnimi odgovori. Zgovoren kot morda še nikoli doslej, je Luka razkril, kako zelo ga je menjava presenetila. Everybody was surprised, so you can imagine how surprised I was. I was almost asleep, so when I got a call, I had to check it was April 1st. I didn't really believe it at first, and it was a bit shock. It was hard moments for me. It was home. So. Če se Dončić že s to prvo potezo v Los Angelesu ni takoj prikupil navijačem Lakersov, pa mu je to zagotovo uspelo s temi čustvenimi besedami, ki jih je namenil pokojnemu košarkarju jezernikov Kobiju Bryantu in njegovih hčerki Gigi. Ali se spomni trenutka, ko ga je Kobe iz prve vrste pozdravil v slovenščini, so ga vprašali novinarji. Bilo je le mesec dni pred tragično helikoptersko nesrečo, v kateri sta oče in hčerka izgubila življenje. Well, first of all, I remember the exact moment that happened. It will always stay, in my mind. It was an amazing moment. Just for Kobe to know my name was amazing for me. And, I just wish Kobe and Gigi were here to see this moment. Izjava se je dotaknila vdove pokojne košarkarske legende Vanesse Bryant, ki je na svojem profilu na Instagramu objavila posnetek prisrčnega srečanja in sledilci delila Dončićeve besede. Nekaj je gotovo, Dončić je v Los Angelesu doživel več kot topel sprejem, a ena dobrodošlica posebej izstopa. Luka, živijo, dobrodošel v LA-ju. Mesto LA so zelo veseli, da smo te dobili k Lakersom. Upam, da se kmalu vidimo. Pa veliko sreče. Ok, ajde, čau. Že kmalu se bosta pozdravila tudi v živo, konec koncev si zdaj delita dvorano. Oboji losangeleški košarkarji in hokejisti so namreč doma v Crypto.com areni. Tja je že danes, sinu v podporo, priletel tudi ata Dončić, so se razpisali ameriški mediji. Dončić starejši, kot vemo, ni skrival razočaranja nad, kot se je izrazil sam, hinavščino nekaterih posameznikov iz Lukovega nekdanjega moštva. Da ga je novica o menjavi stoletja pustila odprtih ust, je prvič javno spregovoril tudi superzvezdnik Lakersov, Dončićev novi sodelavec LeBron James. James, ki na dresu nosi številko 23, in Dončić, ki igra številko 77, bosta Los Angelesu skupaj prinesla 100% možnost za uspeh, so že izračunali navijači. LeBron James, kot kaže, v to ne dvomi niti sam. Luka's been my favorite player in the NBA for a while now. I think you guys know that. And now we're teammates, so it will be a very seamless transition. Dončićevo predstavitev je sicer spremljal še nekdo, ki je v slovenski košarki pustil pečat. V novem klubu ga je obiskal D'Anthony Langston, ki je v slovenski javnosti morda bolj znan tudi kot prvi ameriški košarkar pri Olimpiji. Zeleni dres je nosil pred 32 leti.